Nagrajenec za življenjsko delo Ludvik Pandur je ena osrednjih osebnosti mariborskega slikarstva, ki se je na začetku svoje umetniške poti uprl visokemu modernizmu in ostal zavezan figuri in krajini. Kot aktiven razstavljalec in intelektualec pomembno sooblikuje podobo mesta in jo dviguje na višjo kvalitetno raven. Doslej je prejel veliko nagrad, tista v domačem mestu pa vendarle zavzema posebno mesto. Neznansko se mi zdi dragocena. In opaziš, da te še drugi gledajo, tebe in tvojo zrcalno podobo in te prepoznajo v njej, da je to najlepše darilo. Njegova dela krasijo številne domove in galerije doma in v tujini. Ponosen je na vključitev v številne španske zbirke ter na vključitev v zbirko Montclairske univerze v New Jerseyju. Kritike so mu bile vse skozi v glavnem naklonjene. Moram reči, da se je tudi kdaj zgodilo, da niso bili tako prepričani, ali mislim resno, ali je to mogoče kakšna moja deviacija, vendar sem pač tako zamahnil z roko. To ni bilo pogosto, to je bilo le redko. Dramski igralec Vladimir Vlaškalič je v minulih 2 letih, za kolikor se podeljuje listina, nastopil v 6 uprizoritvah, v katerih je po mnenju komisije ustvaril več umetniško zrelih dramskih vlog iz sodobnega življenja in kompliciranih medčloveških odnosov. Jaz nisem človek, ki bi dobival nagrade, tako da je prišla v pravem času. Prišla je v pravem času enega 3 let, enega mojega obdobja, enega določenega stvari. Nekako so se stvari zaokrožile in je ta nagrada tudi prišla posledično s tem in meni se zdi, da je prišla v popolnoma pravilnem času. Vito Žura je pri svojih 38 letih med mednarodno najbolj uveljavljenimi slovenskimi skladatelji. Poleg tega, da poučuje na ljubljanski akademiji za glasbo, njegova dela izvajajo vrhunski sestavi, kot so New York Philharmonic, BBC Scottish Symphony Orchestra, Klagenforum Wien in številni drugi. To je takšna nagrada, o kateri sem še kot šolarček in dijak dosti slišal. To so bile zmeraj ugledne osebnosti iz področja Maribora in zdaj potem, da dobim nekaj takšnega sam, to je super priznanje, ki se ga zelo veselim. Ustvarjalni proces pri skladatelju je lahko marsikomu v navdih. En prostor, v katerem se dobro počutimo, en ročen čas, da lahko razvijamo ideje, potem en čas, da spoliramo to idejo do konca. Moramo biti samozavestni, da se uspemo igrati z idejami in nas ni strah iti pogledati vse smeri in pa kanček humorja je zmeraj dobra stvar. Sopranistka Sabina Cvilak, ki sinoči zaradi nastopa v tujini ni bila prisotna, je Glazerjevo listino prejela za svoje vloge v operah Pogovori Karmeličank, Turandot, Rensko zlato, kot doslej njeno največjo operno kreacijo, pa kritiki označujejo njeno naslovno vlogo Mimi iz Pučinijeve operne mojstrovine La Bohème. Kot vsako leto so tudi letos strokovne komisije imele težko delo. Je prišlo 32 regularnih ovojnic, potem to komisija na svoji seji smo odprli, komisija šteje 9 članov in potem se vse ti predlogi, ki so prišli, se dajo v obravnavo strokovnim komisijam. Preveč smo skromni, pa premalo sebe cenimo, pa mesto kot tako. Vedno imamo občutek, da nismo dovolj dobri, smo pa zmagovalni, jaz vedno rečem.